Tokrat v prvi vožnji zapeljamo Škodo Enyaq. Potem pogledamo, kje končajo slovenski Citroenovi izrabljeni sestavni deli. Pa preverimo, kako bo Dars v novem letu nadzoroval elektronske vinjete na avtocestah. Potem zapeljemo zadnjo izdajo Toyote Prius. In pogledamo 5 finalistov izbora za slovenski avto leta. Pozdravljeni v avtomobilnosti, v zadnji letošnji avtomobilnosti, v kateri bomo del časa preživeli v družbi letošnjih superfinalistov za slovenski avto leta. K njim se vrnemo ob koncu oddaje. Bodo pa prav vsi, če se bodo želeli voziti po avtocesti, v prihodnjem letu potrebovali nove vinjete. Andrej, najlepša hvala za zastonj opomnik. Nove vinjete bomo verjetno potrebovali kar vsi. Ima pa, kar se cestninjenja tiče, Dars že kar nekaj izkušenj. Najprej smo imeli zaprti sistem, zdaj imamo odprtega in oba sta malo drugačna, kar se nadziranja tiče. Nadziranje pa tudi iz strani uporabnikov. Zaprt sistem je seveda tisti, ki je za nas uporabnike bistveno bolj moteč, recimo lahko ga še vedno vidimo v Italiji, naprimer. Odprt pa je bistveno lažji, ampak potrebuje pa za to, da lahko nadzira, ali smo tudi upravičeni do vožnje na avtocesti, Dars različne metode. In zdaj ima nekaj, kar je tehnološko izjemno napredno in najbolje, da kar spoznamo v prispevku. Dobar dan, želim. Cestninski nadzor, vaše dokumente bi prosil, vozniško in prometno dovoljenje. Ja, gospod, ustavili smo vas, ker nimate veljavne elektronske vinjete. No, v resnici tale naš Mustang elektronsko vinjeto ima. Ampak tokrat nas je vseeno zanimalo, kako izgleda Darsov cestninski nadzor. Najprej smo uporabo slovenskih avtocest plačevali neposredno na okencih, večinoma še s slovenskimi tolarji, no in kar težko si je zamisliti, da je že 15 let od tega, odkar smo uvedli vinjeto. Nekateri so te nalepke zbirali na vetrobranskem steklu, spet drugi vestno lepili in strgali, ko jim je potekla veljavnost. Ampak dejstvo je, da so te nalepke v času, ko je število uporabnikov avtocest močno naraščalo, zelo povečale njihovo pretočnost. A tako kot je bila ta nalepljena vinjeta, lahko rečemo analogna, je bil analogen tudi njen nadzor. In nikakor ne dvomimo, da se še spominjate Darsovih nadzornikov, ki so na avtocestnih počivališčih ali pa na avtocestnih izvozih še z daljnogledi lovili prekrškarje. Pred 2 letoma pa je Dars vinjete digitaliziral. Rodila se je torej e-vinjeta in z njo tudi digitaliziran nadzor z novimi tehnologijami. Poglejmo, kako nas te ujamejo. Zdaj stojimo, da z mobilno kamero vozila snemamo na vozišče. Če se bo kršitelj peljal mimo nas, ga bo zaznali in bomo šli za njemu. Z tega opet? Peugeot, črn. Voznik je imel se prav veljavno tedensko vinjeto, katera je že novembra potekla, 24. Slovenc, kopenska tablica. Patrulja cestninskega nadzora pa ne skenira registrskih tablic le iz zasede ob avtocesti, pač pa to počne tudi med samo vožnjo. Trenutno imamo vklopljeno sprednjo kamero, mobilno, katera bere registrske oznake vozil, ki se pelje mimo nas. In zdaj se nam tukaj izpiše registrska oznaka. oznaka. Ta avto, ki je šel zdaj mimo. Lahko vidimo sliko. Dobro, ima aktivno letno 2A vinjeto, z vozilom je vse v redu, tako da to je to. Spravi, vi se z neko konstantno hitrostjo vozite po avtocesti in... Ponavadi na tempomatu naštimamo hitrost, ne vem, 90-100. In potem, ko se avti vozijo mimo nas, jih lepo bere in jih kontroliramo. In v primeru, da zaznate kršitev, se kaj, zapodite za njim? Se vozilo stavi, ja. Kaj pa, če je ta prehiter?
Ja, zdaj imamo tudi možnost pošiljanja preko pošte. In še dokaz, da je naš Mustang res imel veljavno vinjeto. A v primeru slovenskega avtocestnega nadzora gre za optično branje znakov na registrski tablici vozila. In tu seveda tehnika ni vsemogočna, zato mora nad njo še vedno bdeti pozorno človeško oko in kot na Darsu radi rečejo sami, preverjati resnico. Z rdečo barvo nam označi potencialno kršitev, se pravi, da treba stvar preveriti. Odpremo sliko, preverimo dejansko stanje registracije. Vidimo se pravi, da v tem primeru manjka zadnja nič. In ročno popravimo, spenimo. In vidimo, da potem vozilo dejansko ima vinjeta. Aha, to vam izpiše tukaj gor, ne? Tako. In pa nam tudi podatke veljavne, aktivne letne vinjete. Mi moramo, preden začnemo karkoli voditi postopek, preveriti dejansko, a je prav, a ni prav. 95% kršiteljev je tujcev in prav tem je v prvi vrsti namenjena patrulja cestninskega nadzora, ki napotke dobiva tudi od dispečerja neposredno iz operativnega centra. Center kliče Savo 115. Oni imajo tam nivo 1, ki dejansko skozi preverjajo kamere. In pol nam tukaj v nivo 2, ker je to zelo odprt, javlja potencialne kršitelje, ki jih mi lahko pol izsledimo na avtocesti in jih obravnavamo. Sava 115 na vezi. Potencialni kršitelj, napačno število osi, registrska številka Maribor, Celje 912. Nazadnje je zaznan na portalu Kartina Domžale in gre v smeri Ljubljane. Sava 115 sprejeto. Če tujce ne ustavimo na ozemlju Republike Slovenije, ga je v nadaljnih korakih sila težko kaznovati. Vse tretje države, ki niso članice EU in tudi nekatere članice EU ne omogočajo izmenjave podatkov o lastnikih tovornih vozil, zato iz tega naslova bo tovrsten nadzor prisoten ves čas. Pa se vrnimo v bazo, v operativni center, kjer iz zaledja posredno in neposredno spremljajo dogajanje na terenu. In takoj smo radovedno zastavili prvo vprašanje. Samo zato, da si ga vam samim ne bo treba. A se vas da v tem nadzornem centru pretentati? A se vam da izmakniti? Ja, naši uporabniki so seveda zelo inovativni, poskušajo na različne načine se izogniti plačilu cestnine v skladu z zakonom, vendar glede na to, da problematiko neplačevanja cestnine poznamo do zadnje podrobnosti, je to sila težko. Izkušnje s poskusi goljufij so bile namreč v mislih snovalcev slovenskega sistema za nadzor plačevanja cestnin. Tako je sistem sposoben poleg registrske označbe samodejno prepoznavati tudi znamko, model, letnik in celo barvo vozila, ter v primeru slovenskih registracij pridobljene podatke tudi primerjati z registrom motornih vozil. Postopek nadzora je skoraj povsem avtomatiziran. Fotografija vozila, kjer nepravilnost ni zaznana, namreč do Darsovih nadzornikov niti ne pride. Tu se ukvarjajo le s težavami oziroma, kot rečeno, ugotavljanjem resnice. Toyota je kot pionir in zaradi nepretrganega razvoja hibridov postala sinonim za to tehnologijo. In posnemajo jo vsi, tekmeci, se pravi sledilci. No, za stavonoša hibridne tehnologije pa je seveda model Prius, ki je hkrati tudi najlepši dokaz, kako Toyota sistematično skozi generacijo in generacijo Priusa izboljšuje tudi sistem hibridnega pogona. V 5. generaciji prihaja hibridni pogon v Toyoti z večjo baterijo in močnejšim motorjem. Skozi leta se je njegova oblika precej spreminjala in zdaj, v 5. generaciji, se zdi, da je zares, ali pa, če sem malo ciničen, končno, moderna in prijetna. Seveda, še vedno je drugačna. Ako se voziš z njo in opazuješ okolico, hitro ugotoviš, da je marsikomu všeč. Predvsem pa za njo pogledajo tudi mladi. V primerjavi s predhodnico je novinka 5 cm nižja, za prav toliko je daljša medosna razdalja, slabih 5 cm pa je v celoti tudi daljši avto.
Novi Prius v notranjosti ne skriva svojega japonskega porekla, a materiali, vključno s plastiko, se zdijo dobri in so prijetni na vtip. Posledica je dobro vzdušje v potniški kabini, ki je pravzaprav v take vrste avtomobilu še kako pomembna. Namreč, ko se Prius pelje zgolj na elektriko, je v kabini zares tiho in če bi se denimo slišalo škripanje plastike, to res ne bi bilo prijetno. Ampak v novem Priusu tega ni in če si zaželi voznik popolne tišine, jo tudi dobi. In ker se Prius res dobro pelje predvsem takrat, ko dela le električni motor, se zdi, kot da z avtom neslišno drsiš po cesti. Sicer pa sta vozniku na voljo dva velika zaslona. Osrednji je s položajem dovolj blizu voznika, da se za pritiskanje po zaslonu ni potrebno preveč naprezati in premikati. Še precej bolj priročna so gumbi in stikala na sredinski konzoli. Enako je z volanskim obročem. Stikala so v nasprotju z večino sodobnih avtomobilov klasična. Torej je potreben odločen pritisk, ne zgolj dotik, ki se velikokrat zgodi prej po nesreči kot namenoma. Potem nam ostane še zaslon, ki je na mestu merilnikov. No, če smo natančni, na mestu, kjer bi merilniki morali biti, ni nič. Zaslon je pomaknen malce više, s tem pa so pri Toyoti ubili dve muhi na en mah. Novi Prius ne potrebuje projicirnega zaslona, s pogledom na više postavljene merilnike oziroma zaslon pa svojega pogleda s ceste ne odmikamo preveč. Pod motornim pokrovom združuje novi Prius dvolitrski bencinski motor, ki ponuja 112 kW, električni pa jih doda še 120. Skupne sistemske moči je 164 kW ali drugače povedano 223 konjev. Podatek je pomemben predvsem zato, ker so bili Priusi doslej, tudi zaradi narave avtomobila, predvsem umirjeni avtomobili, tale Prius 5. generacije pa je, če si to voznik želi, lahko zares poskočen. Baterijski sklop je v 5. generaciji iz prtljažnika premaknen pod zadnjo klop, zato da je zadaj več prostora za prtljago. S kapaciteto 13,6 kWh je od predhodnika, ki je ponujal kapaciteto 8,8 kWh, precej večji. Z njim pa naj bi po Toyotinih zagotovilih prevozili nekje od 70 do 86 km. Najboljša stran priključnega hibrida pa je polnjenje. Že res, da je baterija precej manjša kot v električnih avtomobilih, a se jo zelo hitro napolni. Tako so za napolnitev Priusove baterije dovolj 4 ure polnjenja na domači 220-voltni vtičnici. Opcijsko pa je lahko novi priključno hibridni Prius opremljen tudi s sončnimi celicami na strehi, ki v sončnem dnevu zbere energije za dobrih 8 km, kar na tedenski ravni prinese več kot 60 km, oziroma drugače povedano, s soncem lahko prihranimo eno polnjenje na teden. Zdi se, da bodo električne avtomobile skozi njihov življenjski cikel posodobitve doletele bistveno večkrat, kot se je to dogajalo pri klasično gnanih avtomobilih. Lep primer je Škoda Enyaq, ki so jo po samo 3 letih proizvodnje že doletele prve izboljšave in posodobitve. A spet v nasprotju s klasično gnanimi avtomobili bodo te prostemu očesu praktično nevidne. The new model year of Enyaq brings much more powerful and much more effective electric drives on the rear axle for all versions with 77 kW battery, which brings of up to 250 kW in terms of the RS version and of up to 210 kW for both 85 as well as 85X version. Po zaslugi novega električnega motorja, ki smo ga že preizkusili v Volkswagenu ID.7, je Enyaq tudi bistveno hitrejši. Z najvišjo hitrostjo 180 km/h sta različici 85 in 85X po novem enako hitri kot različice RS, pri čemer z mesta do 100 km/h pospešita skoraj 2 sekundi hitreje.
Pri različici RS ostaja največja hitrost nespremenjena, je pa pospešek do 100 km/h še sekundo krajši in zdaj znaša 5,5 sekunde. One of the new features is also the new software of the car, which brings together with the upgraded HMI, which is much smoother for operation, and thanks to the new UX design, it's much more intuitive as well. We are bringing to the market for the first time in terms of the ENIAC also the Laurin and Clement version, which is in terms of the equipment and design like a top-notch for our brand. Hkrati pa se Čehi zavedajo, da je evropska prihodnost resda električna, a ne nujno že danes. Zato so na težave nekaterih evropskih držav s prehodom na električna vozila dobro pripravljeni. Our strategy was always to offer both kinds of cars, combustion engine cars and electric vehicles. We are increasing the range of the models of electric vehicles. Basically every year from now we will be bringing a new electric car. Next year it will be Aeroc, then the small BEV city crossover, then the Space BEV, the 7-seater. And we are sticking to the strategy. At the same time, we want to produce cars with combustion engines. We just introduced 2 new cars, Kodiaq and Superb. We will have a facelifted Scala, Kamiq and Octavia. And we always want to bring a car that the customer wants. So I would say until the end of this decade, we want to have a full offer of both types of engines, and we let the customer decide. V eni izmed naših preteklih oddaj smo že govorili o tem, da se bodo v prihodnosti proizvajalci avtomobilov še kako zanimali za naše stare in izrabljene avtomobile. No, za začetek jih zelo zanimajo deli izrabljenih avtomobilov. No, in to bomo pogledali v naslednjem prispevku, ker ti pogledali smo, kam gredo naši izrabljeni, obrabljeni, zamenjeni deli avtomobilov, ki nam jih zamenjajo pri serviserju. Obiskali smo regionalno skladišče avtomobilskih rezervnih delov v Lozornu na Slovaškem, ki prek noči oskrbuje slovenske serviserje Citroenov in tudi nekaterih drugih znamk skupine Stellantis. Začnimo zgodbo z osebno izkaznico. We are stocking now around 400 to 500,000 parts a month. 15,000 square meters is the size of the warehouse, the ground floor, and 76,000 references on stock. Slovenia and Croatia, the cutoff for the dealers to place orders is 14 o'clock. The truck is leaving at 16 to be able to deliver all the goods to the dealers in Slovenia till 8 o'clock in the morning. Toda Citroenovo povabilo na ogled slovaškega skladišča smo sprejeli predvsem zaradi tovarniško obnovljenih delov. Namreč, ko Slovenci svoje Citroene pripeljajo na servis, seveda na pooblaščen servis, ta v Sloveniji pokvarjene dele pošlje prav sem na Slovaško v imenu ekologije, in to lokalno slovenske ekologije, pa tudi globalne. Vse zveste stranke pooblaščenih Citroen servisov v Sloveniji so prispevale k temu, da bo Kras ponovno krasen in k saditvi dreves, saj so z vsakim svojim obiskom servisov prispevali k nakupu. Mi pa smo seveda k tem prispevali tudi s tem, da smo v skladišče vrnili skoraj 5000 rezervnih delov, kateri so primerni za ponovno uporabo, in te deli so, kot ste lahko videli, že v skladišču in seveda bodo sedaj romali v obnovo in ponovno na trg, in tako bomo zmanjšali ogljični odtis tudi na strani nadomestnih delov Citroen. Tako se prihrani od 50 do 80% materijala, ko se pripravlja nove nadomestne dele. Enako velja tudi za energijo, privarčuje se do 50% energije za izdelavo teh nadomestnih delov. Seveda stranka plača manj za obnovljen nadomestni del kot za nov nadomestni del, čeprav se v kakovosti, v izgledu, v ničemer ne razlikujejo. And everything is the same. All parts have same warranty. The only difference is that this is the new one and this is the Eschen Standard. Eschen Standard in red, so it means this one is refurbished. Ogledali smo si tudi odslužen motor, pripravljen za obnovo, in tukaj je nasvet za serviserje. Svoje delo opravite dosledno, po pravilih. It has to be completely empty of oil and all the fluids,
and it has to be all put back together in one piece. You cannot send it back apart. Obuškanih zunanjih karoserijskih delov načeloma ta hip še ne obnavljajo, smo pa izbrskali, kolikšen je delež tistih delov, ki jih v obnovo pošljemo iz Slovenije in naših sosednjih držav. We are returning around 4 to 5 trucks on a monthly basis. It's roughly around 12% from the whole turnover of the parts. Circular economy is still developing. You know, what you could not or would not be economical to reuse maybe 10 years ago, it not makes more sense and it's more economical than it was in the past due to the, let's say, less raw materials, due to all the changes, due to the higher energy costs, higher logistics and all this stuff. And there is a new way also to get back, for example, a crash alurim, because this can be shredded and then from this alurim can be produced once it's a new one. Rekel je, doslej še ni bilo ekonomsko smotrno. No, danes so tudi že avtomobilske tovarne ugotovile, da so tudi takšni zareveli deli vredni. This is still, well, more the inside than the outside, but yes, it has a value. And they, you know, that's the same like they are buying also in the junkyards and they paying the clients for this. And sometimes, you know, in the past it was like they were people who were also stealing the catalysts from new cars, that you left somewhere your car and you came back in 2-3 days and the catalyst was cut it out and sold, because I think that sometimes junkyards have paid from 50 to 100 euro for a cut. In zdaj smo seveda našli glavnega pogajalskega asa v rokavu, ki ga bomo v prihodnosti lahko izkoristili kupci, ko bomo naprej predajali naše stare avtomobile. Prodajalci nam zdaj jasno sporočajo, da si jih želijo, še posebej tiste električne. V teh ne kartonastih, ampak lesenih zabojnikih pa se skrivajo sestavni deli, ki bodo v prihodnje predstavljali temelj krožnega gospodarstva. Sestavni deli, ki so zelo, zelo težki. Poglejte, 1660 kg je težek ta zabojnik in seveda, ko bodo avtomobilisti te sestavne dele razstavili celo do samih rudnin, bodo s temi odsluženimi deli spet na novo ustvarili denar. Tukaj se skriva prihranek za avtomobilskega proizvajalca, pa seveda tudi prihranek CO2-ja. Konec leta pa smo prišli tudi do sklepnega dela izbora za slovenski avto leta. Uredništva, medijske hiše smo s svojimi glasovi že izbrali 5 finalistov. Teh 5 bomo kmalu tudi predstavili. Zdaj pa ste na vrsti tudi vi, dragi gledalci in gledalke, in skupaj bomo izbrali zmagovalca izbora za slovenski avto leta. Predlagam, da si jih kar pogledamo. Luka, če začneva pri Toyoti, kaj so njene glavne značilnosti? CHR po novem ni več globalni model. Pravzaprav pri Toyoti pravijo, da je to najbolj evropska Toyota doslej. Poskušala bo prepričati predvsem z učinkovitim hibridnim pogonom in pa z izstopajočim videzom. No in ta karakter avtomobila se odraža tudi, ko pogledamo na zadnjo klop, gre v resnici za nekakšnega kupeja. Kar pa je popolno nasprotje našemu drugemu kandidatu. Ta bo seveda bolj primeren tudi za družine. Družinskost pa verjetno ni edina karakteristika. Ni edina, ampak je pa definitivno glavna značilnost tega avtomobila. Namreč to je med temi letošnjimi finalisti edini avtomobil, ki nekako lahko zadovolji tisto glavno vlogo glavnega avtomobila pri družini. Ena bistvenih prednosti pri tem avtomobilu pa je tudi 4-kolesno krmiljenje, kar nekako omogoča, da tudi družina, ko bo šla na izlet v takih ovinkih, bo dejansko lahko tudi se prijetno peljala. Je pa res, da pri Renaultu pravijo, da je prav hibridni pogon tisto, kar je primerno za današnje razmere, zato ker v prihodnosti bomo vozili izključno električne avtomobile. Miha, prihodnost pa zgleda, da bo precej kitajska. No, in tukaj imamo enega izmed kitajskih predstavnikov. Ni nov, je pa nov na slovenskem trgu. MG4, popolnoma električen avto, ki je prepričljiv predvsem v
voznih lastnostih, bistveno manj pa v notranjosti, ne toliko po izdelavi. Ta nas je kar precej dobro prepričala, ampak pozna pa se, da prihaja iz drugega sveta in pravzaprav tudi iz nekoliko drugega časa, ko se voznik poloti vmesnika. Ta je bistveno preveč zakompliciran, vsaj ko ga primerjamo z ostalimi tekmeci. Še posebej, ko MG4 primerjamo s Kono. Hočeš reči, da kitajski in korejski avtomobil, da sta na nek način diametralni nasprotji? Nasproti v tem primeru vsekakor, ja. Zato, ker tukaj pa govorimo o popolnoma drugačni notranjosti. V Hyundaiu se več kot očitno pozna strategija, da hoče pokazati z celotno potniško kabino, da ne gre več samo za povprečje, ampak gre pravzaprav že za višji razred. To se res v notranjosti čuti in ko ga primerjamo z MG4, je vsekakor popolnoma drugačen tudi vmesnik. Tukaj se vidi, da je veliko raziskovanja in dela bilo vloženega v to, kako voznik lahko med vožnjo z najmanj stresa in najmanj motenj upravlja z vsemi možnimi napravami, kar recimo pri MG4 opazimo kot neko pomanjkljivost. Druga pomembna lastnost pa je, če smo tukaj poudarili, da je po voznih lastnostih precej dinamičen in nas je zelo prepričal, pa pri Koni to nekoliko manjka. Te je verjetno zmotila, Sebastian, boš znal potrditi glasnost motorja, ne? Pri MG-ju ga sploh ne slišiš. Še dobro, da se ga ne sliši, ker govorimo o električnem avtomobilu. To je pa vendarle hibrid, ki je lahko glasnejši oziroma glasen, če tako zahteva voznik. Vse je odvisno od teže noge. Na drugi strani imamo Jeepa, Avengerja, ki je že lani osvojil evropski naslov avta leta, pa se ga bo letos tudi slišalo, ne samo v Španiji in Italiji, tako kot so si na začetku zamislili Italijani. Zdaj se ga bo slišalo tudi v večini evropskih držav, saj kot rečeno prihaja na trg tudi bencinska različica, ki pa zna verjetno spet prevesiti tehtnico pri marsikaterem, ki še ni na ti z električnim avtomobilom. Če prav razumem in povzamem, če je bil dober za Evropejce, bo dober tudi za Slovence? Težko z gotovostjo to trdimo. Je pa res, da je lani evropsko žirijo Avenger prepričal predvsem svojo vozno dinamiko, lahkotnostjo v vožnji in pa seveda tudi z obliko. Če bodo to karakteristike, ki bodo prepričale Slovence, bomo seveda videli. Je pa res, zdaj na trg prihaja, kot že rečeno, tudi bencinska različica, kateri smo pa Slovenci vsaj zaenkrat še vedno bolj naklonjeni kot električni. Sebastian, super iztočnica, kaj ti zmagovalec bo znan že 13. januarja in dragi gledalci in gledalke, oddajte svoj glas na rtvslo.si/poševnica avtomobilnost ali skenirajte QR kodo na zaslonu, ki vas pelje tja, tam izberete enega izmed 5 finalistov, ki ga bomo, kot rečeno, razglasili 13. januarja. Toliko za letos, kar se oddaje tiče. Zadnje letošnje oddaje in v imenu celotne ekipe avtomobilnosti vam želimo zelo lepe praznike, da se imate čim bolj lepo do konca leta in v prihodnjem letu čim več, čim bolj varnih in užitka polnih kilometrov. Srečno!